Lepo pozdravljeni v novi Poslušam se podcast epizodi. Poslušate že 29. epizodo mojega vzgojno-izobraževalnega podcasta. Vodim ga specialna pedagoginja Polona s 16 let neposrednega dela, izkušenj z otroki, učenci. Za tiste, ki me še ne poznate, v svojem podcastu gostim strokovnjakinje in se skupaj z njimi pogovarjam o razvoju otroka, vzgoji, kakšni specialno-pedagoški temi oziroma temi povezani z otroki. Nekatere teme pa imam povezane z osebnostno rastjo, ki je tudi zelo pomembna pri vzgoji otrok. Če so vam epizode Poslušam se podcasta všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, da jih delite, da mi napišete kakšno sporočilo, komentar. Vsakega sem res zelo vesela. Če delite objave preko Instagrama ali Facebooka, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim. Lahko me pa tudi ocenite na recimo Apple podcastih. V tokratni epizodi gostim magistro specialne in rehabilitacijske pedagogike, strokovnjakinjo Katjo Letnik. Katja me je navdušila s svojimi objavami na Instagram profilu. Lahko jo spremljate, priporočam, da jo spremljate tudi vi. Najdete jo na profilu z ljubeznijo Katja. Katja v zasebno specialno pedagoške svetovalnici Jasna, poleg ustanoviteljice Jasne Trapečar Pavšič, izvaja preglede in obravnave za malčke in otroke z izzivi pri gibanju, govoru, učenju, vedenju. Več o tem, kako obravnave, na kakšen način potekajo, pa izveste v pogovoru. Katja v pogovoru predstavi, kako poteka celostna in usmerjena obravnava, kaj je privedlo do svoje trenutne poklicne poti in do vseh strokovnih izobraževanj, ki se jih je udeleževala in se jih udeležuje, kaj je tisto, ki jo je vodilo pri tem. Lepo opiše metode, ki jih uporabljata z gospo Jasno pri svojem delu in so se izkazale za zelo učinkovite. Deli tudi konkretne izkušnje, napotke in verjamem, da bo poslušanje marsikomu zelo koristilo in ga navdihnilo. Mene zagotovo je. Hvala, draga Katja, vsi pa uživate v pogovoru. Katja, lepo pozdravljena. Spremljam te na Instagram profilu, že odkar si ustanovila svoj Instagram profil in je iz tvojih objav začutiti zelo veliko strokovnega znanja, hkrati pa veliko srčnosti, ljubezni do tvojega dela, do dela z otroki. Sem zelo hvaležna, da si sprejela vabilo in da si današnja gostja. Hvala Polona za tak lep uvodnik. Tudi jaz sem zelo vesela in se veselim najinega pogovora. Hvala, super. Trenutno delaš v zasebno specialno pedagoški svetovalnici Jasna, čeprav vem, ja, drži? Okay. Ja, res. Poleg ustanoviteljice Jasne Trapečar Pavšič izvajaš obravnave oziroma preglede in obravnave za malčke in otroke z izzivi pri gibanju, govoru, učenju in vedenju. Tako je. Tako, super. Ozaveščaš starše pa tudi strokovnjake in jim približuješ vajino delo tudi prek, kakor sem že omenila, Instagram profila, tako da tudi ostali vljudno vabljeni k spremljanju. Kakšni pa so bili tvoji začetki? Pisala si tudi svojo malo bolj osebno, posebno zgodbo, pa si v njej že malo razložila, pa te še vprašam, še malo za bolj drugačen pogled, kaj te je pripeljalo do sem oziroma do dodatnih strokovnih usposabljanj, izobraževanj in do dela, ki ga sedaj opravljaš v svetovalnici. Ok, hvala. Nekako se mi zdi, da je bilo moje glavno vodilo, to, kar me je vodilo mogoče,
ta neka želja po drugačni pomoči, ta neka želja po tisti bolj globji pomoči, kako naj rečem, da se res gre, da se res pogleda, kaj je zadaj, da se res pogleda, kaj je vzrok, zakaj otroku ne gre, da tako na faksu se mi zdi, da ko vedno bolj se je približevalo konec faksa, sem vedno tako imela nek občutek, kot da nekaj malo manjka, kot da rabim nekaj več, da me zanima, zakaj njemu zdaj branje ne gre, zakaj on sploh ne pogleda, kaj bere, zakaj non-stop otrok recimo v stola vstaja, kaj je zdaj tu zadaj. To se mi zdi, da je bilo tisto neko glavno vodilo in tega se mi zdi, da na faksu nekako nisem dovolj dobila. In sem si potem pač želela raziskovati od tu naprej. Tako da potem me je v bistvu pot vodila nekako v to, da sem preko Facebooka začela spremljati Jasno Trapečar, ki, tako kot si že omenila, zdaj tudi skupaj delava v svetovalnici. In potem sem ji pisala, če bi se srečali, če sprejema študente na prakso, ker me enostavno njen pristop ful potegnil. In je rekla, da ja, in sva se ujeli. Tako da to je bilo nekako tisto glavno, kjer se je v bistvu moja pot s temi dodatnimi izobraževanji pravzaprav šele začela. Ker se mi zdi, da ko si sam, nekako ne veš niti, kam bi se obrnil, je pač res polno vsega. Tako da sem ful vesela pa hvaležna Jasni, no, da me je tako sprejela na nek način k sebi. Tako da ja, potem pa me je v bistvu malo ona usmerjala, kam naj grem naprej, ne. Moj prvi seminar je bil Brain Gym, kjer sem v bistvu se spoznala s pomenom gibanja in učenja. To mi je bilo v bistvu malo poznano, malo tudi novo, kako recimo križni gibi vplivajo na naše vedenje in počutje, ne. Potem pa sem to samo poglabljala v bistvu s seminarji MNRI. MNRI je zelo taka široka metoda in v bistvu sem šla tako počasi, pač najprej na taktilno integracijo, ker sem se v bistvu sploh začela zavedati pomena varnosti v telesu, kaj to sploh je, ker se mi zdi, da to so samo besede, ko pa to enkrat občutiš, pol pa je to čisto nekaj drugega, ne. Kaj to pomeni se počutiti varno v bistvu, ne, dosti se o tem govori, ampak je potrebna tudi osebna izkušnja. Potem sem nadaljevala s temi dinamičnimi in posturalnimi refleksi, ker smo šli še bolj v globine, tukaj se mi je zdelo, da nimam pojma, tako da potem sem ful dosti vadila, res 1000-krat prebrala priročnik, 100-krat šla skozi, da sem nekako pač ugotovila, kaj je zdaj tu sploh fora, ne. Tako da ja, potem pa me je pot vodila naprej še na druga MNRI izobraževanja, se mi zdi, da ko enkrat to pot ubereš, se potem kar začne odpirati, pa sem nadaljevala še z bazalnimi gangliji, pa temi obrazno-govornimi, pa tako naprej. Se niti nima smisla, mogoče, da jih zdaj vse po vrsti naštevam, v glavnem, to je bila nekako moja pot, no. Hvala za delitev. To si se izobraževala zdajle tudi v tujini, ali so to seminarji nadaljavo, kako mogoče samo toliko na hitro? Ja, nisem se izobraževala v tujini, ker se mi zaenkrat to ne izide, ne organizacijsko, pa tudi kako drugače, ne. Tako da v bistvu preko tega podjetja oziroma organizacije Ave Vita, Meta Bizjak Eržen organizira seminarje v Sloveniji in pridejo v bistvu predavateljice iz Amerike v Slovenijo, ne, tako da to je res pač nekaj ful fajnega, da se pelješ tja na Bled pa imaš tam vse, ne, ker drugače je pot pa to vse kar zalogaj, ne. Ja, super je, da so tudi te možnosti zdaj v Sloveniji. Ja, res je. Super. Hvala, ker si tako lepo opisala. Glavna tema današnjega pogovora je v bistvu celostno, kakor si že sama rekla, da si že takoj kot študentka začutila, da želiš poglobljeno reševanje izzivov pri otroku. Se tudi sama strinjam, da včasih še vedno kar dosti ozko gledamo, pa seveda se čedalje več govori o tem in je to res super, odlično, pa mogoče nas še vedno kdaj zapelje, da pa še vedno ozko
preuzko gledamo na določeno področje, ki ga želimo krepiti, naprimer branje. Pa mogoče smo kdaj tudi v šoli malo časovno omejeni ali pa tako, vsaj zdi se. Sigurno, sigurno, ja. Je to zagotovo tudi en faktor. Je pa tako, da se plane, da je treba začeti pri temeljih, recimo tudi pri branju, tako kot pri hiši, ne gremo začeti notranje opremljati hiše, če pač ni temeljno dobro postavljenih. Mogoče bi ti razložila, kaj tebi predstavlja to celostna obravnava otroka, kako ti to razložiš, definiraš. Pa mislim, da ravno to, kar si že sama omenjala, da res na otroka oziroma na osebo pogledamo v nekako vsej svoji polnosti, na kaj vse v bistvu vpliva na nas, ne. Če pogledamo, smo v resnici v prvi vrsti ljudje in moramo imeti zagotovljene naše biološke potrebe, ne. Torej potreba po spanju, potreba po hrani, potreba po ljubezni, varnosti. In se mi zdi, da to so neke stvari, ki jih mogoče, ko se usmerjamo samo na eno področje, znamo hitro spregledati. So pa v bistvu zelo pomembne, ne. Tako da zdaj lahko mogoče kar konkretno povem, se mi zdi, da recimo, ko pride otrok v svetovalnico, je meni ful pomembno, da se starši pogovorimo o tem, kako otrok spi, kako je s hranjenjem, koliko vode on čez dan popije, kolikokrat gre on ven, koliko je na tehnologiji čez dan. To so vse neki pomembni faktorji, ki bodo vplivali pomembno na naše delo, ko bomo z obravnavami začeli, ne. Celostna obravnava zame ne pomeni samo izvajanje vaj vsak dan, nič pa da ne upoštevamo v bistvu, kako se otrok igra, ima sploh čas za prosto igro, koliko je te proste igre, na kak način poteka ta prosta igra, se sploh zaigra sam ali ves čas rabi recimo pozornost, ali pa bližino odrasle osebe zraven, ne. To vse pravzaprav nam zelo veliko pomeni pove o funkcioniranju otroka, torej na kak način sploh otrok funkcionira. Celostna obravnava v bistvu, da res pogledamo nekako na življenje pravzaprav posameznika od rojstva pa do zdaj, kjer je, pa probamo zajeti vse te faktorje, ki pomembno vplivajo na njegovo trenutno funkcioniranje. Tako nekako se mi zdi. Vprašaj me še kaj, če še želiš, da bolj konkretno razložim. Pa v bistvu si to že izpostavlja, da je v bistvu zelo pomembno tukaj sodelovanje staršev, da se zelo povežeš in da zelo, ko te res zanima, kako otrok tudi funkcionira doma, recimo to. Tako, ja. Te glavne potrebe zadovoljene po spanju, če je dovolj mogoče hidriran, če se dovolj zdravo prehranjuje in seveda tudi tehnologija, ki mogoče določene primanjkljaje lahko še poslabša oziroma se še bolj izrazijo. Vsekakor, če gledamo v bistvu tehnologija, je pravzaprav stres, ne, na telo, ker to je prestimuliranost našega organizma. In v bistvu otroci, ki so dnevno na tehnologiji ali pa vsak dan, ne vem, več ur ali pa že par minut za malega otroka je to preveč, ne, in včasih se zgodi, da tudi ravno zaradi tehnologije v bistvu razvoj ne gre naprej, ne, ker je telo v stresu in ko je telo v stresu, ni učenja, ne. Tako da v bistvu tehnologija je res eno ful veliko področje, ki bi ga bilo potrebno imeti v kontekstu, ko se pogovarjamo o razvoju otrok, ne. Ja, se spomnim, ko smo bili ene pol leta nazaj, smo bili na Tirolskem na izletu in je bila tam smo šli v pizzerijo jesti in potem je bila tam ena družinca, ki je imela, ne vem, majhno punčko, mogoče leto pa pol staro punčko. In je imela skozi pred sabo tablico in potem je oče hotel nekaj, da se nasmehne ali nekaj, da bi jo fotko in se sploh ni odzvala, zato ker je bila še vedno toliko noter v oni tablici in mogoče glih, to mi da res, otrok se niti nasmehnil, niti ni mogel, ker je bil toliko v onih drežljajih in oče se je pol začudil ali celo malo zakregel, zakaj ne, ampak po drugi strani je če skozi gledala v tist zaslon, ne. Točno to, ja. Tako da tukaj so mogoče, pa ne mislim, da je izključno to,
pri določenih so tudi čist, mogoče ne toliko povezani izzivi, ampak zagotovo je pa tudi treba se pogovarjati, če je to tudi eden od faktorjev. Ja, tako po izkušnjah, mislim, ko pridejo v svetovalnico, lahko rečem, da je to eden izmed zelo velikih faktorjev. Aha. Ker ko pa damo tehnologijo stran, pa začnemo na telesu delati, se pa telo začne odzivati in potem razvoj steče. Ne. Ja, In to so prav v bistvu magične stvari, tako da pač res je potrebno uporabiti in ne zlorabiti. Naj nam služi, ne. Ja. Kako bi ti recimo v novembru sta veliko govorili o izzivih grizanja oziroma izzivih tudi pri grizanju, recimo, če bom dala primer, če učenec recimo drugega razreda še vedno grize na primer svinčnike ali pa daje v usta recimo zamašek pokrovčke in tako. Kako vidve v takem primeru recimo, kako bi vidve postopali, kakšni so vajini postopki oziroma kako se tega lota v svetovalnici? Na nek način lahko zdaj povem celi postopek, kako se lotiva v svetovalnici, ali pa povem, kaj točno gre, pri čem gre za izzive grizanja, kaj bi se bolj osredotočala. Na oboje? Ja, lahko oboje, kakor se tebi zdi bolj smiselno oziroma tako, da je bolj uporabno. Okej, bom najprej o izzivih, pa bom potem šla na tisto. Oziroma, če ima otrok dosti recimo pisala v ustih ali pa da grize tako trenerko pa prste pa grizanje nohtov. Tako. Okej. Torej, v bistvu pri tem, ko imamo non-stop roke v ustih, je to pravzaprav naša osnovna potreba, ki je še vedno prisotna, kljub temu, da je zdaj recimo fantek že v 2. razredu. Torej, ko ima dojenček roke v ustih, je to nekaj normalnega, celo zaželenega. Ne, mi si želimo, da otrok začne prijemati pa dajati stvari v usto, zaradi tega, ker to v bistvu gradi njegove možgane, to gradi pravzaprav njegovo sliko o predmetih, gradi njegovo sliko o tem, kako je svet zgrajen. Ne? In tukaj zadaj, da pa mi to sploh začnemo v bistvu načrtno oziroma spontano delati kot majhni otroci, torej dojenčki, stoji babkinov refleks. Ne? Okej, to je tista potreba, ki nas vodi v to. Ne? Torej, če imamo mi non-stop potrebo to, da dajemo nekaj v usta, da veliko žvečimo, da veliko grizemo, se splača pogledati, kaj se dogaja s tem babkinovim refleksom, ali je res še vedno morda ni dobro postavljen, torej ni dobro integriran. Na drugi strani pa je smiselno pogledati spet to, kaj se pa otroku tako načeloma dogaja trenutno v življenju, da je ta potreba po tem žvečenju toliko večja, zaradi tega, ker v bistvu grizenje je naravno sproščanje čeljustnega sklepa. In seveda, ko smo v stresu, začnemo gristi in sproščati čeljustni sklep. Tako da tukaj bi se recimo splačalo pač pogledati, zakaj je deček tako napet, da ima to potrebo po grizenju tako veliko. Zdaj pa, ali je on preveč napet, pa ima to potrebo po grizenju tako veliko, ali pa ima samo potrebo po grizenju oziroma temu, da ima nekaj v ustih, zato da se lažje zbere pa skoncentrira, pa da lažje v bistvu preklopi v te višje kognitivne funkcije, ki pa so potrebne v šoli, ne, za branje, pisanje, ne. Tako da tu bi bilo potrebno seveda pač videti otroka, ker se mi zdi, da ko otroka vidiš, točno vidiš tako tudi njegovo telo, pogledaš v bistvu, na kak način on hodi, na kak način on funkcionira, ali je trd v telesu, ali je mehek v telesu, ali samo malo usta odpira, ali ima v resnici celo telo zategnjeno, ne. Tako da tu je potem res tisto, kar pogledaš v bistvu, kaj je vzrok za to, da on dela to, kar dela. In potem preko posledic, ker to je v bistvu to, da ima on recimo pisalo v ustih, je pravzaprav posledica, ne, ampak zakaj pa ga ima on v ustih, tu pa je vzrok. In tukaj pa si pomagamo potem z razgovorom s starši, kjer nam pač povejo, včasih se zgodi, da to traja že od, ne vem, dojenčka ven, ne, pa je samo namesto prstek prešel na predmete, ne, včasih pa ni, pa se je zdaj pojavilo, ne.
Tako da tu je potem tudi ta časovnica v bistvu pomembna, kdaj, zakaj, kaj je to sprožilo, je to skozi ali ni to skozi, ne. Potem pa se v bistvu tudi na pregledu konkretno vidi, pa ponavadi s pregledom otroka dobimo odgovore na naša vprašanja, torej zakaj počne, kar počne, to, kar ga vodi v to. Tako da res ugotovimo, tako kot si že prej rekla, vzroke, ne da samo odpravljamo to, ampak da res pač gremo globje, kaj je zadaj za to potrebo. Ja. Super, ja. Saj sem dala pač tako en primer, tako da... Ja, upam, da sem odgovorila na to, kar si mislila, oziroma da je jasno, no. Ja, super, super. Včasih mogoče tudi mislimo pri določenih otrocih, če se nečesa ne lotijo radi oziroma niso motivirani za določeno aktivnost, na primer ali za risanje, ali mogoče za vožnjo s poganjalčkom, pa mislimo, ok, ne da se mu. Pogosto je pa ravno tukaj zadaj tudi vzrok, da jim je ta aktivnost težka, je to vzrok, no, da se tega ne lotijo. Kako ti vidiš to, no? Kako ti vidiš to, naprimer, nemotiviranost za risanje? Nemotiviranost, ja. Dostikrat se to označi, kot da je otrok len, ali pa da se mu ne da, ali pa da rabi čas. To, da rabi čas, je mogoče že res, ampak je fajn pogledati tudi, zakaj pa rabi on toliko več časa, da pa se vsede na poganjalčka, ali pa zakaj pa on ne riše, ne? To so vse neke stvari, ki če razvoj teče gladko, če razvoj teče v bistvu naravno, tako kot je mišljen, ne, bomo vsi na neki točki, boš prišel enkrat v sobo k otroku, pa bo kar naenkrat vse porisano, ne. Pa boš, barvic nisem pospravil, ne. Torej, to se v bistvu naravno dogaja pri otrocih, ne, pri nekaterih pa se ne. In zdaj pa je spet fajn pogledati, zakaj pa v bistvu se ne, zakaj pa je njemu težko sploh svinčnik mogoče v rokah držati, zakaj pa on noče risati, zakaj pa on riše samo, če ga ful močno prosimo. V bistvu je tukaj, tako kot si že tudi ti povedala, gre za to, da jim je težko. In stvari, ki so nam težke, se jih ne lotevamo. Ne, ampak v bistvu naravni razvoj oziroma razvoj je mišljen tako, da teče. Mišljeno je, da so nam stvari fajn, in ker so nam stvari fajn, jih želimo delati. In s tem, ko jih delamo, jih naravno ponavljamo in naravno urimo in na neki točki pridemo do stopnje, ko znamo pisati. Ne? Tako je mišljeno, da gre. Zdaj pa, če se nam nekje ustavi, naj bo to, da nam je samo drža pisala težka, naj bo to, da nam je težko glavo gor držati, pa še pisati, pa gledati, kaj pišemo, naj bo to, da nam je samo sedeti pri miru mogoče težko, naj bo to, da nam je mogoče, nimamo ideje, kaj bi sploh risali. Tukaj pa zdaj spet lahko začnemo v bistvu se pogovarjati, ne, kaj je zdaj tisto, ne, mogoče otrok kdaj pa riše, kdaj pa ne, ne. Kako se tega lotimo, recimo v svetovalnici, spet pač s pregledom, na pregledu se največ vidi, ker res, ko greš reflekse skozi, vidiš v bistvu pri otroku, ker jasno se na nek način izriše slika, okej, prijemalni refleks je šibek, po vsej verjetnosti mu bo težko svinčnik v roki držati, ne. In ko nam je težko svinčnik v roki držati, takrat seveda tega ne bomo delali, ne. Razvoj je mišljen, razvoj, da nas vodi naprej, da se ta dopaminska zanka v bistvu dogodi, ne. In to je tisto, kar našo motivacijo, pravzaprav kar notranjo motivacijo veča, ne. In motivacija kar raste, zato ker smo nekaj začeli delati in so možgani dobili informacijo, to mi je pa fajn, tega hočem pa še več. Ne, to pa si želim delati, ne. In v bistvu s tem, ko si želim delati, dobim sama sebi v bistvu povratno informacijo, meni je fajn, jaz hočem še, jaz bom to še delal. In tukaj imamo v bistvu mi naravne podlage za vajo. Če pa tega ni, potem pa se lotimo ponavadi, ne, z zunanjimi motivatorji, pa kupujemo barvice, pa kupujemo flomastre, pa kupujemo tisoče pisal, ne, pa je otroku to mogoče en kratek čas zanimivo, potem pa rabimo mi večjo dozo naše zunanje motivacije na nek način.
Ne? In tukaj se lahko ujamemo v začaran krog, ker nič ne pomaga. Seveda, zakaj ne pomaga? Zato, ker telo ni urejeno. Ker v bistvu mi moramo imeti občutek, kako močno primeti, na kak način primeti, uskladiti oči, uskladiti roke in uskladiti celo telo, da lahko v bistvu rišemo. Pa se zdi tako mogoče, samo rišeš, ne? Ampak koliko je dejansko tukaj stvari zadaj, ki jih mora imeti v bistvu otrok postavljene, da pa lahko on res prime svinčnik pa dela, ne? Je pa v bistvu kar dosti in v bistvu tako, koliko recimo se pokaže, res ko začnemo na refleksih rok delati, začnejo otroci spontano risati. Brez da bi jih. Torej, v bistvu, jaz jim ne rečem, vsak dan naj on nariše nekaj malega, pa se bo naučil, ampak dejansko začnemo postavljati telo. In ko začnemo postavljati telo, otrok razvija občutek v telesu in razvija občutek, tako moram primiti pisalo, lahko se vsedem, pa samo gledam, pa mi je, super, nekaj bom narisal. Se avtomatsko zgodi ta notranja motivacija, ki si jo v bistvu najbolj želimo, ne? Ker mi si pravzaprav želimo, da je otrok motiviran za to, kar počne, ker naj bo tisto notranje vodilo, ki nas vodi v življenju naprej, ne pa da nenehno potrebujemo neke potiske od zunaj, pa neke pohvale, pa neke nalepke, pa neke nagrade, ne? To v bistvu, mogoče bom naredil to stvar, ampak ne bom dobil občutka uspeha. Ne? Jaz sem to naredila zaradi tega, da me nekdo pohvali, ne ker sem jaz tako sama želela, pa imam zdaj dobro sliko o sebi, uspelo mi je, ne? Sem naredila to, ker me, ne vem, mama pohvalila. Hočem mami zadostiti, ne sebi, ne? Tako. Tako da ja, v bistvu pri tej nemotiviranosti se ponavadi skriva v bistvu vzrok, na čemer moramo delati, ne? Tako da, ko so otroci nemotivirani, začnemo urejati telo in potem so motivirani. In potem se sedajo na poganjalčka in zvozijo. Ja, urejaš telo pa ti običajno s pomočjo te MNRI metode, si to mislila? Ja. Kako Pa pač tudi drugih metod, ampak MNRI metoda je nekako v ospredju, no, pri najinem delu. Še tudi z Balaviziks metodo, pa brain gymom, svetovanjem staršem, pa ne prilagajanju okolja, kolikor je potrebno, ampak to je nekako, se mi zdi, da tisto. Pa mogoče za tiste, ki še ne poznajo, ki mogoče poznajo kratico, ne poznajo, kaj to je, če bi mogoče razložila, kaj je za to MNRI metodo, kako bi jo napisala oziroma tako. Ja, gre za v bistvu metodo kratica, torej MNRI. Moram prav pogledati, da bom prav povedala. V bistvu mazgotova, nevrosenzomotorična refleksna integracija, če bi poslovenile. Sicer si lahko na spletu pogledajo, pa na spletni strani je tako zelo opisano, sicer za moje pojme čisto nerazumljivo za nekoga, ki se na to ne spozna, tudi sama sem brskala po njihovi spletni strani, pa se mi zdi, da bolj sem brskala, manj mi je bilo jasno. Ampak samo zato, ker je v bistvu en drugačen pogled na stvari, ne. Mogoče je bilo pa samo meni tako težko, ne vem. Ali pa pač dolgo nekako nisem mogla tega shifta narediti, ne. V bistvu, zakaj gre? Gre za to, da pravzaprav se v razvoju vračamo nazaj in pogledamo v bistvu te stvari, da stvari naravno stečejo, to se mi zdi, da je nekako tako bistvo te metode. Zdaj pa mogoče se lahko tukaj dotaknem malo še refleksov pa občutka varnosti, da bo malo bolj jasno, kaj mislim. V bistvu sama metoda se torej izvaja preko dotika, preko dela na telesu, ne. Izgleda kot recimo masaža, ampak ni, zato ker gremo v bistvu globje v telesne strukture, ne. Tukaj se res dotaknemo pravzaprav našega osnovnega nevrološkega delovanja, če hočem, a ne, in to so refleksi, ne. Kaj pa je refleks? Ja, vsem je poznan refleks, mogoče se dotaknemo vroče plošče z roko, pa hitro umaknemo, ne. Ali pa, ne vem, mežikamo ali pa požiramo slino ali pa kaj takega, ne. To delamo, v bistvu rečemo, refleksno sem nekaj naredil, sploh nisem o tem razmišljal, ne. In to je tista, se mi zdi, da stvar, ko o tem ne razmišljaš, takrat to tvoje telo naredi za nas. Torej, naše telo to naredi za nas samo od sebe.
Ne? Super. Torej, v bistvu to more biti v telesu vzpostavljeno, ne? Ker če torej to delovanje ni v telesu vzpostavljeno, potem imamo mi skozi neko delo z tem. Ne? Če jaz, ne vem, bi mogla pogoltniti slino, pa ne vem, kako jo naj pogoltnem, jo imam samo v ustih, pa me ful moti, pa ne vem, kaj naj, pa premikam jezik, pa se nič ne zgodi in potem nekako jo pomoti, ok, mi je uspelo, ok, v redu, ampak sem se ful mučila zaradi tega. Ne? In zdaj, eni refleksi so vseživljenjski, ki so v bistvu celo naše življenje tu za nas, da nas podprejo. Eni refleksi so pa samo v začetku tukaj za nas, da nas naučijo v bistvu hoje, da nas naučijo, če hočemo, držanja predmetov, da nas naučijo, da lahko sproščeno poslušamo, da lahko sproščeno gledamo, da imamo lahko pokončno držo, stabilne noge, stabilna stopala in da gremo lepo optimistično, veselo v svet. Ne? Kaj pa se potem zgodi, pa je pravzaprav spet neka druga stvar, ne? Ampak če so refleksi postavljeni, smo tudi bolj rezilientni, torej se lažje soočamo s stresom, lažje se soočamo s stresnimi situacijami, ker je v bistvu telo v ravnovesju. Ne? In se nam nekaj zgodi in smo tako, ok, nič hudega, lahko naredim to pa to. Zdaj pa to več ni problem, ker imam v bistvu rešitev že takoj. Ne? Torej, to pomeni postavljeni refleksi, lažje nam je. Ne? Zdaj pa ti primarni refleksi, ki pa so pa v bistvu samo torej v začetku morajo biti prisotni, kasneje pa morajo biti na svojem mestu, zato da se lahko ukvarjamo z drugimi stvarmi. Tako da to. Tako, Gogar, kako je jaz ne vem toliko imenov, ampak ti sprejemalnike v bistvu pri dojenčku, ki te čisto refleksno, ki mu daš prst, pa refleksno prime, pa potem se integrira, ne? Tako. Ja, in preko tega, ko nas v bistvu dojenček 1000-krat prime, on uri svojo moč, on uri svoj prijem, on uri svoj pravi vzorec v telesu in to naravno zori. Ne? In na neki točki nas on več ne prime, ne? Potem pa zna recimo čez leta držati pisalo, ne? Ali pa nekaj drugega, ne pa mu predmeti iz rok ne padajo, na primer. Se zna dobro oprimiti za stvari, ki jih pač želi prijeti. Je pa že hoteno postane. Tako. Iz nehotenega v bistvu gre v hoteno. Ne? Ampak naši vzorci morajo biti pravi, ker če jaz recimo nimam dobrega prijemalnega refleksa, pa ves čas narobe vadim, pa to ne bo dobra podpora za moje kasnejše delovanje v življenju, ker sem narobe zvadila v tistem enem trenutku. Ne? In pol mislim, da je to prav in pol se tega držim in pol mi je čudno, zakaj mi pa stvari iz rok padajo ali pa zakaj imam pa neke druge mogoče izzive, ko pa si jih ne znam pojasniti, ne? Zakaj pa mi je tako težko mogoče nekaj odpirati pa nekaj z rokami delati, tako da ne morem nekako svojih prstov prav koordinirati. Ne? Ker imam ta vzorec v bistvu napačen. Ne? Ja. To je tako, pa če avtomatiziraš pa napačno, je veliko težje korigirati, kakor že od začetka. Ja, načeloma se da, pač metoda nima starostne omejitve in ravno to se mi zdi, da tudi tisti čar na nek način, ker v bistvu pač vedno imamo prostor za napredek, vedno imamo prostor za rast, vedno je lahko lažje, boljše, lepše, to je super vedeti, ne? Tako da stvari se lahko postavijo tudi kasneje. Je pa pač res, da z zgodnjo obravnavo oziroma s tem, da ko pogledamo stvari, ko se še izgrajujejo, je pač lažje, ne? Lažje nam je okna vgraditi v hiši takrat, ko jo gradimo, kot pa takrat, ko smo jih že enkrat vgradili, pa jih moramo potem na drugo mesto dati, ne? Potem imamo malo renovacije pa malo kaosa. Ja. Ampak se da. Se da, super, optimistično, lepo. Se pravi, je možno izvajati, mislim, tudi pri odraslih, če prav razumem, tudi MNRI. Tako, ja. Super. Kaj je pa tebi ena tista prednost mogoče, kaj je tebi pri MNRI tisto, kar si se toliko našla v tem, ker tudi, kar sem ti pisala, sem te jaz najprej, MNRI je prva asociacija nate, na vaju, no.
Kaj je bilo tisto, ki te je toliko povlekel noter, mogoče tako. Pa mogoče ravno to neka osebna izkušnja. Se mi zdi, da ko to enkrat občutiš, pa če se prav spomnim enega trenutka, že tako itak na taktilni mi je bilo super, ne, to, ko pač tam prideš ti drugačen domov po 3 dneh seminarja, ker je zelo veliko praktičnega dela. In v bistvu že na seminarjih ti vse zvadiš na tistem drugem udeležencu, pa on potem na tebi, ne, tako da imaš ti to izkušnjo, kako je to prejemati, pa kako je to dajati, ne, tako da to je ena prednost tudi, da je res tako izkustveno. Se mi pa zdi, da ne vem, že to pač, da res vzroke nagovarjajo, ne, o takih stvareh, ko smo se mi tam pogovarjali, se je meni zdelo, pa zakaj nam tega noben ne pove, zakaj tega vsi ne vemo, če je to tako logično, je pa tako simpel. In pol, ko začneš enkrat to razumeti, se mi zdi, da vse kar nekako se sklada. Vse se kar nekako sklada. In pol, ko to v praksi vidiš, recimo, kaj pomenijo integrirani refleksi, ne vem, ravno včeraj sem imela en primer, ko je en ati rekel, ja, to se nisma igrala, zato ker mu je bilo ful težko stati, pa nekako je imel tako slabo ravnotežje, pa ga je nekaj dol metalo in pol sva šla na vaje. In potem po vajah, pa sem rekla, ne še enkrat probati, pa rekel, zdaj pa mu kar gre mu. Ja, zato ker sva delala na refleksih nog, ne, in ker so refleksi nog zdaj že skoraj zreli, zdaj njemu že kar to gre. Pol pa se mi zdi, da tudi ta moja neka lastna izkušnja, se mi zdi, da tam na tistem seminarju bazalni gangliji, tisto je bilo res tako, meni se je svet odprl, ne vem, kako naj drugače povem. Ampak res je bilo tako, jaz sem bila tako, wow, živim, wow, kako je lahko življenje lepo, wow. Wow, ful, take globoka spoznanja. Ja. Tako, globoke. Ja, ampak se mi zdi, da to tisto delo na telesu tudi prinese, ne. Ko imaš ta res občutek varnosti v sebi, ne, ko res tako ti je okej z vsem, kar je in z vsem, kar si. Ja, globoka spoznanja. Ja, in tako, ki si rekla, pa je življenje kar naenkrat lažje, Ja, če ja, prideš do tega. Ja, ja. ful dober. Hvala za vse te delitve in znanj in izkušenj in povezanosti vsega tega. Ja, hvala. Bi mogoče sva še kaj izpustili, kar se ti zdi mogoče pomembno, kar se ti zdi zelo pomembno predati, pa sva mogoče izpustili? Mogoče ta vidik dela s starši. Je pač to res nekaj v bistvu, kjer mi pravzaprav, ko vstopamo v ta proces na nek način delovanja družine, ne, v njihovo neko primarno celico, ko začnemo delati z otrokom, se mi zdi, da je ful pomembno pač res tudi delo s starši, ne, ker starši so tisti prvi člen, kamor se bo otrok obrnil. In ko starš svojega otroka razume in ga ne označuje za lenega, zato ker ve, kaj je v ozadju, bo čisto drugače ravnal. In bo spontano pravzaprav dal otroku to ljubezen in naklonjenost in povezanost in magari prosto igro in to povezavo, ki jo otroci pravzaprav v osnovi rabijo, ne. Ker se mi zdi, da ko ima otrok izzive, posledično to vpliva na celo družino, ne. Ali ne spi, ali se zbuja, ali skozi vadi, je že zasičen od vseh teh vaj, ne, in ne veš, kako bi še lahko svojemu otroku pomagal, in se mi zdi, da to je v bistvu tisto, ko je res, se mi zdi ful ključnega pomena. Da ni samo vaja, ampak je dejansko ozaveščanje pa razbremenitev, ne. In potem, ko razumeš, lažje deluješ in spontano veš, kaj naj narediš, ne. Ja, ful se mi zdi, to, kar si izpostavila, hvala, za sodelovanje starši, pa to, da mogoče drugače pogledajo na svojega otroka, da vejo, da ne dela tega namenoma ali zato, ker je len ali karkoli. Ja. Mogoče kaj bi ti tukaj še svetovala staršem, ki pa mogoče se še odločajo, da jih določeni izzivi skrbijo pri otroku, niso pa še čisto prepričani, ali bi šli kam k drugim strokovnjakom ali pa po pomoč ali pa kam mogoče po podporo. Kdaj bi ti svetovala, da se mogoče vseeno oglasite, pa se pogovorimo ali pregledamo otroka ali tako.
Mhm. Kdaj misliš, da lahko doma rešijo, da je dovolj tisto, ali tako, no, če sem mogoče bila dosti jasna. Ja, mislim, da to, da v bistvu ti pelješ otroka na obravnavo, dostikrat že zahteva neke procese, da jih v bistvu kot starš daš na nek način skozi. Mm, In včasih pa je mogoče prav, da probaš malo sam doma, pa vidiš, da ko ne gre, potem greš po pomoč, ne. mm, Drugače se mi zdi pač, da nikoli načeloma ni prehitro, ampak je pa pomembno, da so starši pripravljeni v bistvu sprejeti pomoč. mm, To pa se mi zdi ful pomembno, ne. In v bistvu to se mogoče bolj v šolskem okolju vidi, ne, ker si kot specialni pedagog v šoli mogoče želiš, da bi lahko staršem pomagal, pa jih opolnomočil, pa mogoče oni ne zmorejo takrat tega še slišati ali pa je vsega prepolno, pa so enostavno tudi oni sami tako v stresu, da pač ne morejo zdaj še tega. V svetovalnico pa načeloma pridejo starši, ki pa so te procese že dali skozi in pridejo oni sami po pomoč, ne. Jaz prej recimo, ko sem delala v šoli, se mi zdi, da so bili pač starši enostavno na drugi, mogoče stopnji zavedanja, kako naj rečem. Da saj si želiš ti otroku pomagati, samo moraš pač ti pri sebi neke, procese sprejeti, da lahko gre to vse naprej, ne. In tu pa se mi zdi, da pač ja, lahko jih poslušamo, lahko jih razumemo, lahko jih podpiramo v smeri, koliko se pač da, oni pa v bistvu morajo to sprejeti, ne, tako da to je na nek način vzajemen proces, se mi zdi, torej ta pripravljenost družine, pripravljenost starša je ful pomembna. Ker ja, zgodnja obravnava je pomembna, itak vsi si želimo, da bi vsi prišli takoj, ne, ko izzivi še niso eskalirani, ne. Ko je, ne vem, sesanje prstka samo še sesanje prstka, ne pa tudi, ugriz pač zobki potem, ne, pa nagovor pa to vse, ko vpliva, to potem imamo več dela, ne. Ampak ja, se mi zdi v bistvu ta pripravljenost pomembna, pripravljenost družine. Ker mogoče pa pač v začetnem obdobju ni bil za njih pravi čas, ne. Mogoče pa nekako ni steklo in mogoče takrat pač nekako ni šlo, ne. Zato se mi zdi, da v bistvu vedno je pravi čas. Ko smo pripravljeni, je pravi čas. Tako. A ne, zagotovo so tudi faze sprejemanja tega, oziroma tako, ja, nismo, nismo vedno tam še. Ja, Si rekla, ja. Potrebno, da starši sami pridejo do tega, potem tudi drugače to izvedejo, kakor da nekdo samo vrši pritisk na njih, da bi to mogli. Točno, to si zelo dobro rekla, wow, res je. Vrši pritisk, ja, lahko tudi tako v bistvu čutimo pomoč, ne. Da nekdo pritiska na nas, ne, res je. Ja, pa potrebujemo pač notranje začutiti, da mi pač smo odprti za to, da nam nekdo pomaga, nas podpre. Vama poteka v bistvu vidve imata v obravnavi v bistvu že dojenčke, ker si rekla, da nikoli ni dosti zgodaj, pa potem se mi zdi, da prednost bolj dajeta dojenčkom, otrokom, tudi neki najstnikom verjetno, manj imata pa verjetno pol prav starejših, ali sploh verjetno nimata, oziroma ti povej, kako to imate. Ja, pač zaenkrat dela z dojenčki še Jasna, jaz bom tudi počasi začela. Tako da dojenčke jaz sprejemava, torej bom jih kmalu tudi jaz začela. Potem pa malčke, potem pa tam predšolske otroke, se mi zdi, tako do vstopa v šolo še imamo tako nekako čas, kako naj rečem, ko se še res lahko ukvarjamo s tem, z otrokom pa njegovo igro, ne, ker igra je pravzaprav funkcioniranje otroka, to, kako se otrok igra, nam ful pove, ne. Potem pa se mi zdi, da ko je enkrat otrok v šoli, imamo tudi šolske otroke, pač bolj nižje razrede, se pa začne hitro vse vrteti okoli ocen, pa okoli šolskega dela, pa okoli šolske uspešnosti in potem se mi zdi, da je pa že kar tak en pritisk nastane, ne, zato ker otrok ne zmore, starš si želi, da bi mu šlo, hitro je tukaj veliko testov, hitro je tukaj veliko učenja, in če je učenje oteženo, potem se razvleče, in potem smo utrujeni in potem je naporno in potem
niso pa v bistvu, tako kot smo se mogoče že pogovarjali, to samo vaje. Ne? Te vaje se morajo tudi vsesti v telo, otrok rabi veliko gibanja, da to predela, rabi tudi mir, rabi tudi čas, rabi tudi prosto igro, rabi tudi, da gre ven in vse te stvari, ne. In potem se mi zdi, da je hitro se zna biti zasičeno. Tako da zaradi tega ravno smo se odločili, da nama je v bistvu ful pomembno res to zavedanje za to, da se pride mogoče prej, pa tudi če samo na pregled, pa da smo potem magari mirni, če nas recimo skrbi, ne. Zato ker potem, ko je otrok enkrat v šoli, so ti izzivi otrok potencirani velikokrat. In potem se mi zdi, da že res gasimo požare, ne. Če pa se pride v predšolskem obdobju, pa imamo več mogoče manevrskega prostora, pa tudi za otroka se mi zdi, da zna biti lažje. Se ne, da se vedno, tudi jaz imam v bistvu šolske otroke v obravnavi, ampak mogoče samo, če tako naredim primerjavo s predšolskimi pa šolskimi, se mi zdi, da to je nekako tisto. Drugače pa včasih tudi kake mamice sprejmemo, oziroma sprejmem obe, mislim, da. Ker se mi zdi tudi ravno to pomembno, da smo mi kot starši podprti. Ker včasih pa ima naš otrok take izzive, pa nas noben ne vpraša, kako pa smo mi, ne, kako pa mi s tem se počutimo, ne. Tako da to se mi zdi v bistvu ful pomembno. Drugače pa prav tako, da bi pa recimo z odraslimi, ki pa nimajo otrok v obravnavi, tukaj pa pač dajemo prednost otrokom, ne. Ja, Ampak če bi pa zdaj kdo, ja. Imajo pa v bistvu te starši, ki imajo otroke vključene oziroma imajo njihovi otroci določene izzive, imajo pa potem tudi, če sami Naredimo tak kak termin, pa jim potem dam recimo aktivne vaje za domov, ker refleksije se lahko tudi aktivno delajo, ne. Pri odraslih je potem tudi lažje, ne. Načeloma je bolj prioriteta, no, so otroci, dojenčki, malčki, predšolsko obdobje. To je nekako bolj prioriteta, ampak tako kot pravim, pač metoda nima starostne omejitve. Tako da. Ja, to je dobro Dobrodošli v vedeti. bistvu vsi, no, ampak ja, Ja, super. je pa pač to bolj. Ja, vidve delujete v bistvu v Mariboru, a ne? Čeprav vem, sprejemate pa v bistvu pol tudi iz cele Slovenije, se verjetno, mislim, saj iz večjih koncev se verjetno vozijo k mama. Ja, saj ja. Super, super. Bi za konec še kakšno, vidim, da imaš veliko takih lepih misli, pa tako, bi za konec še kaj dodala, kakšno misel ali pa kakšno... Zdaj se ne morem nič pametnega spomniti. Bi se pa želela tebi zahvaliti, če praviš, da končujemo. Tako da bi želela mogoče mojo lepo misel tebi pokloniti. Se mi zdi, da res s tem podcastom ustvarjaš tako okolje, ki ga pravzaprav še nisem zasledila. Tako da se mi zdi v bistvu ful lepo in ful fajn, da se s tem ukvarjaš, da imamo v bistvu tudi za vzgojo in izobraževanje en podcast, ne. Ker to so ponavadi samo predavanja ali pa samo knjige ali pa samo seminarji, ne, takega nekega sproščenega pogovora s temi vsebinami pa nekako nisem zasledila, tako da hvala ti za to. Hvala, sem ganjena in počaščena. Res, hvala in z veseljem. In v bistvu je ta pač podcast ravno tudi iz tega nastal, ker ni bilo takrat še tega. In sem tudi videla, da dejansko so odzivi in sodelavka tega pa nikjer še ni. In je fajn, da lahko tako poslušam tudi te vsebine, mogoče malo na bolj tako, kot si rekla, sproščen način, no. In sem tudi sama se veliko naučim preko tega in je tudi meni zelo fajn, ker sem v navezi z vami, z različnimi strokovnjakinjami in se na različne načine tako lahko učim in povezujem z vami. Tako da res sem hvaležna za vse goste, ki sprejmete in tudi za vse poslušalke, poslušalce, poslušalke je več, no, ki to poslušate in hvala, res. Ful mi je sedalo srce in sem ganjena, res. Hvala. Ja, veseljem. Hvala še enkrat, vsem pa hvala za poslušanje in se slišimo kmalu.
Ja, hvala. Ja.